cilj združitve v univerzo ni dodajanje novih študijskih programov, ki bi nova univerza neposredno izvajala, ampak ustvariti dodano vrednost tem trem fakultetam na podlagi sinergije. Gre za to, da se tri fakultete, ki so same zase vsaka izvajale svoj študijski in znanstveni raziskovalni proces, združijo, razširijo prostor visokega šolanja svojim študentom in svojim profesorjem, da predmetnike vsake od fakultet združijo v trikrat zajetnejši predmetnik, iz katerega lahko črpajo študentje na osnovi kreditnega sistema in sistem tudi sami interdisciplinarno svoje študijske programe oblikujejo. Združitev pomeni tudi dodane sinergije za profesorje teh treh fakultet, za njihove morebitne interdisciplinarne raziskovalne projekte in za vrsto drugih skupnih dejavnosti, ki zagotavljajo višjo kakovost od sedanje na izobraževalnem in znanstveno-raziskovalnem področju in ne nazadnje, nova univerza bo zanesljivi naslov za mednarodne komunikacije, kooperacije, sodelovanja, ki jih sedaj že obstoječe fakultete gojijo. Z Diplomatsko akademijo na Dunaju, z Univerzo v Trstu, oziroma v Stari Gorici, z Videmsko univerzo, z fakulteto v Črni gori in z celo vrsto drugih že nastavljenih sodelovanj. Kar se tiče ustanovitve univerze, katere fakultete so pod inštitucijo akreditirane in katerih študijski programi so že akreditirane, gre za zelo enostavno realizacijo treh temeljnih ustavnih svoboščin predlagateljev, njihove pravice do univerzitetne avtonomije, njihove pravice do svobode izobraževanja in njihove pravice do svobode znanosti. Te pravice seveda so lahko omejene oziroma je način njihovega izvrševanja urejen. Samo zakon. Zakon o visokem šolstvu v materialnem pogledu določa pogoje, pod katerimi se lahko ustanovi univerza, v katero se združijo tri fakultete. Ti pogoji so egzaktni. To so, da se morajo v univerzo združiti tri ali več fakultet in da vsaka od univerzo združujočih se fakultet mora izvajati študijske programe na treh ciklusih bolonjskega študija. Te pogoje naše tri fakultete v celoti izpolnjujejo. Izpolnjujejo tudi pogoj iz meril Sveta za visoko šolstvo, ki določa, da morajo biti te fakultete v profesorskem smislu sposobne oblikovati senat univerze z 21 člani. Od tu dalje Svet za visoko šolstvo nima nobenih diskrecij presoje o tem, ali bo zahtevo za izdajo soglasja za ustanovitev univerze izpolnil ali ne. Morajo izpolniti. To je pravica predlagatelja. Ne gre namreč za nobeno vsebinsko ali strokovno dodatno vprašanje in v tem smislu Svet za visoko šolstvo ima svoje načelno stališče, ki ga je uveljavil že eno leto pred tem, ko je ustanavljal univerzo v Novi Gorici. Načelno stališče se glasi, da se univerza ustanovi, če so izpolnjeni zakonski pogoji in pogoji izmeril in če obstajajo akreditirani programi, ki se delujejo v univerzo. Teh že akreditiranih programov in že akreditiranih fakultet se ne akreditira ponovno. Ne samo, da bi bila ponovna akreditacija v nasprotju z zdravo pametjo, v nasprotju z temeljnim pravnim načelom ne bi si ide.
isti organ o isti zadevi ne odloča dvakrat, enkrat. In to je bilo že odločeno. Tako da tu, kar se tega tiče, je situacija sorazmerno enostavna.